Počast mi je, da vas lahko nagovorim v imenu Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta in prvega doma civilne družbe. In seveda, da vas tudi ob svojem imenu pozdravim ob 1050-letnici Sevc, odprtju in blagoslovu spominskega parka in odkritju spomenikov dr. Janeza Evangelist Kreka in dr. Franca Kosa. Korenine sevškega človeka segajo globoko. Sedanjost temelji na dolgi in pestri zgodovini, ki nas je globoko zaznamovala in oblikovala. Kot brez korenin ne zraste niti list, kaj šele drevo, tudi nas brez korenin ni, zato je prav, da obeležimo prvo omembo vasi. Letos mineva 1050 let od nastanka nekdanjega loškega gospodstva, ki ga je nemški cesar Oton II. Leta 973 z 2 listinama podaril frajzinškemu škofu Abrahamu. Visok jubilej povezuje 3 občine: Železniki, Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane. Prvi darilni listini z dne 30. junija 973 so prvič omenjeni kraji Sevca, Lonka, zdaj Stara Loka, Suha in Žabnica. V drugi darovnici z dne 23. novembra istega leta pa je cesar Oton II. Škofu Abrahamu podelil še velik del Poljanske doline. Želja po samostojnem parku je tlela kar nekaj časa in veseli me, da se z današnjim odprtjem ta želja uresničuje in da bo domačinom v ponos, obiskovalcem naše vasi pa veselje. Vaško jedro je bilo od nekdaj osrednji prostor, na katerem so se ljudje srečevali, praznovali, trgovali, pomenkovali in tudi zaljubljali. Naj bo tako tudi v prihodnje. Današnja slovesnost pa je namenjena tudi 2 pomembnima možema, ki sta zaznamovala ne le življenje v Sevški dolini, ampak življenje Slovenk in Slovencev. Dr. Janez Evangelist Krek, slovenski politik, sociolog, pisatelj, teolog, publicist in časnikar, je tlakoval prihodnost slovenskega naroda na družbeno-političnem, kulturnem in tudi gospodarskem področju. Že daljnega leta 1893, še v času Avstro-Ogrske monarhije, si je na prvem katoliškem shodu javno prizadeval za pravice delavcev ter opozarjal na težek položaj kmetov. V črnih bukvah kmečkega stanu je zapisal: kmetu se slabo godi. Na marsikaj od tega, na kar je opozarjal Krek pred 130 leti, opozarjamo v Državnem svetu še danes. Krek pa ni le kritiziral krivičnih razmer, temveč je tudi nakazoval rešitve, kako popraviti krivice in delovati v dobrobit slehernika. Če zakoni, ki zagotavljajo pravičnost, niso prav postavljeni, jih je treba popraviti, je menil Krek, za katerega je domači župnik Vincent Smajer, ko je bil Krek še otrok, dejal: ta fant bo nekaj posebnega. Ali bo storil zelo mnogo dobrega, ali pa zelo mnogo slabega, za oboje ima talent. Krek je bil duhovnik z odličnim čutom za sočloveka in za skupnost, ki je s sodelavci začel ustvarjati različne zadruge, predvsem hranilnice in posojilnice. Bil je tudi politik, čigar krščansko-socialno gibanje je preraslo na temelju krščanske vere in socialne pravičnosti in se širilo tudi v druge dežele s slovenskim prebivalstvom znotraj Habsburške monarhije. Res veliko se lahko naučimo od preteklosti. Pomemben za odkrivanje tančic dolge zgodovine slovenskega naroda je bil tudi dr. Franc Kos, ki se je rodil na Sveti večer v kmečki hiši v Sevcih. Kos se je zapisal kot pomemben član prve generacije znanstvenih zgodovinarjev v Sloveniji. Raziskoval je srednjeveško zgodovino Slovenije, objavljal in kritično obravnaval zgodovinske vire za obdobje od leta 500 do 1269. Zanimal se je tudi za slovenska družinska in osebna imena ter objavljal razne starejše slovenske tekste, ki bi brez njegovega prizadevanja najverjetneje bili zavedno pozabljeni. Dr. Franceta Kosa sta oblikovala kritično presojanje in zavračanje neutemeljenih predvidevanj. Tudi to je nekaj, kar nam lahko danes v poplavi informacij je za vodilo in zgled. Še kako pomembno je ločevati zrne od plev, resnico od natolcevanj, dobro od zlega. Dovolite mi, da se na tem mestu zahvalim kiparju Metodu Frlicu,
arhitektu Bojanu Richteršiču in vsem akterjem, ki so izpeljali ta zahteven in čudovit projekt. Naj se na koncu spominskemu parku spočijemo oko, naj se na njem sklepajo nova prijateljstva, predvsem pa naj nam bo koristen opomin, kaj vse lahko dosežemo, če nas vodijo plemeniti cilji. Naj nam vsem služi dobro. Spoštovani zbrani, želim vam lepo praznovanje.